Seveda, tako kot ste že bili obveščeni, kadrovske spremembe v našem klubu. Kot prvo bom rekel, seveda tisto težje, to je odhod enega velikega profesionalca, enega fanta, ki je v enem letu opozoril nas, ne samo v slovenski javnosti, ampak tudi zunaj Slovenije in seveda dosegel en zelo odmeven transfer v tujino, kateremu tudi Senka Maribor in seveda tudi zahvaljuje za zelo profesionalen odnos in odlične igre v našem klubu. To je seveda Siniša, kateri odhaja v Maribor B. Tako da, bom rekel, bi mu se zahvalil še enkrat in mu zaželel mnogo uspeha in sreče. Hvala. Kot prvo sem vesel, da sem lahko prišel v Maribor, da so mi omogočili to vse finančne težave, ki sem jih imel v Dravi. In vem, da je bilo težko, ampak z vsem trudom in to sem si probal izboriti, izboril sem si. Rad bi se zahvalil vsem vodstvom v klubu in svojim igralcem, ker sem igral z njimi, brez njih bi bilo težko, ampak z njimi mi je to uspelo. Tako hitro nisem pričakoval, ampak imel sem v glavi, da z trudom, da bi lahko to dosegel, ampak tako hitro nisem pričakoval, ampak sem zelo vesel, da se je to zgodilo. Vem, kot sem jih spoznal, kot jih gledam zadnje čase, so dobra ekipa, delajo veliko na taktiki, kot sem opazil, in se veselim novega okolja in soigralcev. Seveda, tako kot vsi vemo, kateri pridemo v Maribor, da nam bo ostal v srcu. Edino žal mi je, ker se nisem mogel od navijačev posloviti od gledalcev, ampak sporočam jim, da se jim zahvaljujem za vse, kar so naredili do zdaj in mislim, da bodo ostali v srcu. Tako kot je naše profesionalno življenje včasih, bom rekel, in veselo in kruto, vse, kar je pač sestavni del, se ena zavesa zapre, se odpre nova. Tako da seveda po enem velikem odhodu našega standardnega člana smo seveda iskali rešitev na tej poziciji in nekako po vseh analizah, ki seveda delamo o vsakem posamezniku v slovenski ligi, potencialnem kandidatu za Maribor, smo prišli do zaključka, da se ta najboljša zamenjava za tako vrhunskega igralca, kot je Anđelković, je lahko samo en, to je Jovan Vidović, in gre za fanta, ki je po naši oceni najperspektivnejši obrambni igralec v Sloveniji. Seveda njegova leta so naši ekipi primerna in sem prepričan, da smo zadeli polno in da bo Jovan v našem klubu ne samo dobro zamenjal našega odhajajočega člana, ampak ima ogromno potencijala, da ga tudi prekosa in lahko samo rečem, da mu zaželim ogromno sreče, pa obljubim trdo delo. Ja, jaz bi lepo pozdravil vse skupaj. Ja, kot prvo bi se rad zahvalil nogometnemu klubu Domžale, ker so mi nekako lahko omogočili, da sem prestopil v Maribor, ker so bili zelo korektni in s strani predsednika, športnega direktorja, da so najdeli nekako skupne besede, kar je zelo pomembno za moj nadaljnji razvoj. Zdaj so pa moje misli predvsem usmerjene na NK Maribor, nadaljevati to delo, kar se je že tukaj dolgo začrtano, tako da mislim, da nam bo vsem skupaj vse uspelo. Zdaj, rad bi se zahvalil tudi za tako dobrodošlico, kajti vemo, kaj je NK Maribor v slovenskem prostoru, potem je brezpredmetno karkoli razlagati, tako da sedaj je samo na meni, da s trdim delom in z garanjem nadaljujem nekako pot svojega predhodnika, ki je odšel v Italijo. Ja, občutki so vsekakor zadovoljivi, kajti vemo, da za Mariborom stojijo izredni navijači, tako da to je nekaj najlepšega, kar lahko se zgodi. Pričakovanja so vsekakor visoka, to je
prvak Slovenije, kajti samo ta miselnost nas bo vodila in mene tudi v to smer, tako da so pričakovanja zelo visoka. Ne, pri meni ni čutiti nekakva bremena, kajti vemo, kar so predhodniki pred mano naredili, tako da, kakor sem že dejal, nadaljevati njihovo začeto delo, tako da mislim, da bremena pri meni ne bo nekako videti.